25. dan šmarnic. Ko zvemo nekaj več o ovcah, pujsih in odpuščanju. Peter je spet prišel v cerkev. Jezus mu je pripovedoval, kako so nekateri branili otrokom, da bi prišli k njemu, pa o tem, kako je rešil grešnico pred tistimi, ki so jo obsojali. Marija pa mu je razkrila, da pri Bogu neprestano prosi za ljudi. Peter je s pogledom zdrsel po cerkvenem stropu. 2 angela sta držala napis Bog je ljubezen. Naslikan pa je bil Jezus s čredo belih, puhastih ovčk. Peter se ni mogel ubraniti smeha. Kaj pa je? Zakaj se smejiš? Ga je vprašal Jezus. Težko si te predstavljam kot pastirja, je hihitajoče priznal deček. Pa vendar sem, je odvrnil Jezus. Jaz sem dobri pastir. Kar veliko čredo vodiš, a imaš ovce preštete? Veš, koliko jih je? Se je še kar naprej smejal Pobič. Ker, a veš, moj očka pravi, da kadar ne more zaspati, šteje ovce in potem takoj zaspi. Vidiš, jaz pa ne zadremljem in ne zaspim. Poznam svoje ovce in moje ovce poznajo mene. Branim jih pred zvermi, jih vodim na pašo. Če katera zaide v trnje, jo rešim, in če katera zapusti čredo ter se izgubi, jo grem iskat in jo iščem toliko časa, da jo najdem. Kajti Peter, vi ljudje ste moja čreda in skrbim za vas, kot skrbi pastir za svoje ovce. Res? Samo potem pa ne razumem, se je zamislil deček. Česa ne razumeš, Peter? Ja, zakaj bi kdorkoli hotel zapustiti čredo, ki jo paseš ti? Je postavil Peter vprašanje, ki muči mnoge pastirje skozi vso cerkveno zgodovino. Kje bi se mu bolje lahko godilo kot pri tebi? Dobri pastir se je žalostno nasmehnil in dečku se je zazdelo, da mu je iz prebodene strani priteklo nekaj novih kapljic krvi, kot da je Božje srce spet zakrvavelo. Sem poglej, Peter. Deček je sledil Jezusovemu pogledu na drugo stran cerkvene ladje, kjer je pod napisom Bog je odpuščanje oče objemal svojega izgubljenega sina. Vidiš, ta fant je od očeta izterjal svoj delež, zapustil dom, šel po svetu in tam z lahkomiselnim življenjem zapravil svojo dediščino. O, to zgodbo pa poznam, je vzkliknil deček. Župnik nam jo je povedal pri verouku, preden smo šli k spovedi. Ta sin je zapravil vse, kar je imel, in potem je šel za svinjskega hlapca. In tudi jedel je skupaj s svinjami pri koritu. Smo se smejali pri verouku, ker je Matej je moj prijatelj, veš, Jezus. No, Matej je rekel, če se je obnašal kot pujs, naj pa še je kot pujs. Še župnik se je malo smejal. Izgubljeni sin pa je jokal. In potem je odšel domov in se opravičil očetu. In oče mu je vse odpustil. Dobro si zapomnil, je Jezus pohvalil dečka, ta pa je nadaljeval. In župnik je še rekel, da pri spovedi Bog tudi nam odpušča naše grehe. Ampak jaz ne vem, mislim, ne razumem, zakaj moram k spovedi. Če sem razjezil očka, se opravičim očku. Če sem se skregal z Matejem, se pač pobotam z Matejem. Že res, je resno odgovoril Jezus. A v vseh ljudeh prebiva Bog. V tebi, v očku, Mateju. Zato se moraš opravičiti in pobotati tudi z Bogom. Prav, a zakaj moram svoje grehe povedati župniku? Če grehe odpušča Bog, kaj ima župnik pri tem? Je vztrajal mali. No, je razložil Jezus, res je, grehe odpušča le Bog. A ko so apostoli prejeli svetega duha, so prejeli tudi oblast odpuščati grehe. Torej bom po birmi tudi jaz lahko odpuščal grehe? Se je navdušil Peter. Le če boš postal duhovnik,
moj namestnik na zemlji, se je nasmehnil Jezus. No, kaj, Peter, a boš? No, o tem bom moral še malo razmisliti, je zamomljal Pobič in se resno zazrl v podobo pod stropom, kjer je oče objemal svojega sina. Jezus pa je sledil njegovemu pogledu. No, vidiš, Peter, ta izgubljeni sin je kot ovca, ki se je izgubila. Zapustil je očetovo hišo, ovca pa je zapustila čredo. Sin se je vrnil sam, ovce pa poiščem jaz. Vsi vi, ki ste v moji čredi, kdaj pa kdaj zabredete. Namesto, da bi mi sledili, iščite bližnjice in lažje poti. A do nebes ni bližnjic, ni lažjih poti, je le ena pot, ozka in strma. Jaz sem edina pot k očetu. Na listke napiši svoja slaba dejanja iz prejšnjega tedna, tako kot sem to storila jaz. Na sredino med slabimi dejanji položimo križ in svečko in jo prižgemo. Nato pa zmolimo kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi svojo milostjo. Amen. Dragi otroci, za zaključek današnjih šmarnic zmolimo še sklepno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi Jezus, prosimo te, da nikoli ne bi krenili s poti, po kateri nas vodiš, da ne bi nikoli iskali lažjih poti in bližnjic. Daj nam poguma, da ti bomo vedno vdano sledili. Pomagaj vsem izgubljenim sinovom in jih po svoji milosti pripelji nazaj na pravo pot. O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje, po svoji ljubi materi me sprejmi v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj in vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lahko noč.